Ker se je Nemčija popolnoma spremenila in je zdaj ena največjih podpornic Izraela v Evropi, v Münchnu nastaja nov center za izobraževanje o holokaustu. Pobudo, ki jo je leta 2023 predlagal Yad Vashem, je podprl nemški kancler Friedrich Merz. Z nami iz Jeruzalema je predsednik Yad Vashema Danny Dayan. Pozdravljeni in hvala, da ste z nami. Pozdravljeni, hvala za povabilo. No, vsekakor je to tukaj omembe vredna situacija. To je očitno zelo velika stvar. Pojasnite, zakaj je bila to pomembna pobuda Yad Vashema in kako dolgo ste na njej delali, preden ste jo predlagali leta 2023? No, ideja je bila tukaj prisotna že dolgo časa. Toda ob mojem obisku v Berlinu, januarja 2023, sem to dejansko predlagal dvema osebnostma, takratnemu kanclerju Olafu Scholzu in takratnemu vodji opozicije Friedrichu Merzu. Oba sta idejo sprejela z navdušenjem, moram reči. Tako je bil prehod povsem nemoten, ko je gospod Merz zamenjal gospoda Scholza kot kancler. Posvetili smo precej časa za temeljito izvedbo študije izvedljivosti. Preučili smo nekaj možnih lokacij, saj je bilo že od prvega dne jasno, da to ne bo v Berlinu, ki ima dovolj ustanov za spominjanje na holokaust. In na koncu smo se odločili, da ga postavimo v München na Bavarskem, z razširitvijo v Leipzigu v Saški. Zanimivo. Zdaj, srečuješ tudi veliko Nemcev, ki so, prav vnuki tistih, ki so zagrešili grozodejstva. In res dobiš občutek, vsaj po mojih izkušnjah, da se mladi ljudje sramujejo svojih prednikov. Ali se v Nemčiji o tem izobražujejo z judovske perspektive? In ali je to namenjeno vsem ali predvsem, domačinom, ki živijo v Nemčiji? No, očitno bo to prineslo judovsko perspektivo holokausta v deželo storilcev. In ni enostavnega načina, da bi to povedal. Yad Vashem je institucija holokausta, ki predstavlja žrtve. Nemčija pa je dežela storilcev. Ampak, govori si o pradedkih ali prapradedkih. Pomembno mi je povedati, in to vedno poudarjam tudi nemškim oblastem. Danes je Nemčija multietnična, multikulturna družba. Toda za nemškim državljanstvom bi moral priti tudi nabor vrednot, nabor zavez, nabor obveznosti in nabor znanja. Tu je ne glede na vprašanje, kje je bil vaš dedek med drugo svetovno vojno, med Šoo. In center v Münchnu, center Yitzhaka Rabina v Münchnu in njegova razširitev v Leipzigu bosta služila celotni Zvezni republiki Nemčiji in verjetno tudi sosednjim državam. Posebej bo zasnovan za študente, za mlade študente, srednješolce, univerzitetnike, pa tudi za splošno javnost v Nemčiji. Zdaj, glede na to, da vemo, da je vedno manj preživelih, ki so še živi, ali je del tega tudi to, da bodo preostali preživeli iz holokausta sodelovali ali prihajali in imeli govorne dogodke? Je to eden od ciljev izobraževalnega centra? Ne nujno. Žal, a neizogibno, čez nekaj let, ne vem točno koliko, smo na razpotju generacij. Otroci, ki se rodijo danes, verjetno nikoli ne bodo imeli privilegija, ki smo ga imeli mi, da bi poslušali preživelega. Tako bi rekel, nasprotno, to je priprava na obdobje brez prič, ki je že pred vrati. Tako bo to eden od naših načinov, s katerimi želimo vzpostaviti povezavo z mlajšimi generacijami, ki ne bodo imele privilegija poslušati preživelega. Poslušanje preživelega je bila tista izkušnja, ki nas je oblikovala. Izkušnja, ki smo jo vsi imeli pri izobraževanju o holokaustu. To je kot stati na mostu, katerega en konec je pred nami, drugi konec pa v Auschwitzu. Nič ne more natančno nadomestiti te izkušnje. Toda v novem izobraževalnem centru, kot to počnemo tudi tukaj v Yad Vashemu v Jeruzalemu, iščemo načine, da pridemo do, nadomestimo izgubo možnosti srečanja s preživelimi.
In veste, še ena zadnja stvar, ki jo želim omeniti, mislim, da to ni brez negativnih odzivov. Bili so tudi takšni, ki so to kritizirali in rekli, da te pobude ne moreš ločiti od vlade. Veste, to je bilo izraženo v medijih. Kakšen je vaš odgovor na to? No, to kaže določeno stopnjo nevednosti. Yad Vashem ni vladna agencija države Izrael. Je agencija države, ne njene vlade. Rekel bi celo, da je to agencija judovskega naroda, ne samo države Izrael. Smo popolnoma neodvisna institucija. Ne prejemamo navodil, ukazov ali pojasnil o vladni politiki od vlade. 100% smo predani zgodovinski natančnosti in zgodovinsko natančnemu spominjanju na holokaust. In bilo je nešteto primerov, ko so obstajala neskladja v politiki med Yad Vashemom in vlado Izraela. Kadar pride do neskladja med nami, torej med potrebami ali politiko države Izrael in zgodovinsko točnostjo, smo vedno bili in bomo vedno na strani zgodovinske točnosti. V redu, najlepša hvala, Deni Dayan, predsednik Yad Vashema. Hvala.